Lepo pozdravljeni, hvala lepa vsem, ki ste prišli poslušati moje predavanje in seveda v prvi vrsti organizatorjem za njihov trud in da so me povabili na tako ugleden simpozij s tako eminentno publiko. Moje predavanje je nekako nadaljevanje in dopolnitev predhodnih predavanj o Bubru, Rosenzweigu, Cohenu. Jaz bom govoril o Bubru in Kierkegaardu. V ospredju pa bosta družbeni, politični vidik pri obeh. In tukaj bom podal več ali manj nekatere poudarke, kajti vemo vsi, da v 20 minutah je težko celoto zajeti, več pa v članku Edinost in dialog. No, tukaj je nekako struktura mojega predavanja, se pravi uvod, potem najprej bom spregovoril o Bubru in njegovi kritiki politično-nacionalnega ali nacionalističnega sionizma. Potem bom spregovoril o Kierkegaardu in njegovi aplikaciji, če tako rečem, njegovih 3 stopenj ali stadijev življenja na področje političnega. Bistvo te Kierkegaardove kritike je vnašanje estetskega v Kierkegaardovem pomenu besede na religiozno področje. Tukaj je skupna točka, lahko rečemo, obeh, bila sta izredno občutljiva na zlorabo religioznega v politične namene. No, na koncu bom povedal še nekaj o skupnih točkah pri obeh in zaključek. No, kar se tiče Bubra, Buber je nekako združeval socializem in sionizem, uporablja se tudi izraz religiozni socializem, razlikoval je, sledeč Tenisu in drugim, med skupnostjo in družbo, poudarjal skupnost. To izhaja iz hasidizma, njegove tradicije, če tako rečem. Socializem ni razumel v kakšnem marksističnem smislu, marksistične modele socializma je zavračal kot mehanicistične, tako kot Gustav Landauer, pacifistični anarhist, ki je imel vpliv na Bubra. Socializem je razumel kot dejansko, resnično skupno življenje ljudi, kot pristnost, pravost odnosa med človekom kot človekom, kot neposrednost odnosov. Naslednja njegova poteza značilna je, da je Buber zavračal kakšen kvietizem, kakšno pasivnost, kakšno umaknjenost v samostan v narekovajih. Namreč, ko so ga vprašali, recimo po koncu Prve svetovne vojne, kaj moramo storiti, je bila prva izjava, ki je dejal, je rekel, ne smemo se vzdržati oziroma ne smete se vzdržati. Se pravi, to ni pot, da si neaktiven, da si pomaknjen. Seveda se pa tukaj postavlja vprašanje, kaj pa človek, rečemo, bodimo realistični, kaj pa človek lahko stori, ne? Vemo, da je eno, rečemo, teorija, velike besede, drugo je pa dejanska stvarnost z njenimi pritiski, z razočaranji, z strahovi, ki jih imamo pri temi izzivi, takšnimi drugačnimi. In človek, kaj bodi si umaknjen v svoj vrtiček, bodi si
pri poziciji ne bom si mazal rok, to so umazane stvari. Vse te stvari je Bubar zavračal, recimo zavračanje, da zaradi ohranjene čistosti ideala nič ne storiš. To se mu je zdel izgovor, to se mu je zdel neke vrste hipokrizija in tako naprej. Vendar je bil pa po drugi strani realen, kot vedno vsa ta tradicija, kot sta že predhodnika tudi poudarjala, imel konkretnega človeka pred sabo, vedno konkretnost, konkretna situacija, tudi personalistični moment in eksistencialni moment, se pravi, Bubar je eksistencialni personalistični mislec, in na njegov odgovor na vprašanje, kaj moramo storiti, je osupljivo preprost. Storiti moraš nič manj, ne več, kot lahko. To je njegov odgovor. Se pravi, tukaj, tudi kot je poudaril že akademik Kraševec, Bubar v odnosu do zakona in tako naprej. On je vedno imel vprašanje konkretne situacije, konkretnega odnosa. Se pravi, ne moremo mi postavljati konkretnemu posamezniku neka univerzalna toga merila, to moraš storiti in to mora vsak storiti. Ne. Vsak je individualen in vsak mora storiti toliko, kot lahko. Tukaj lahko povežemo to z prilikami v Ubogi vdovi, v minah, v talentih. To je ta dimenzija, ne? To ni ta togi univerzalizem, neka uravnilovka itd. Se pravi, to je ta poudarek na konkretni situaciji, na konkretni posamezniku, na partikularnosti, na njegovi vesti, in to so vse, bi rekel, podobnosti, to je popolnoma kierkegaardovska, seveda terminologija, konkretno mišljenje, posamičnik, situacija, izbira, odločitev, to je, bi rekel, misel, ki se začne filozofsko s Kierkegaardom, potem pa gre linija od Bubra, pa recimo Romano Guardini, če vzamemo našo katoliško izročilo, vse ta eksistencialna misel v Guardini, seveda konkretna situacija, vest, odgovor na konkretne situacije. Torej, tukaj je ta, bi rekel, izrazita podobnost z Kierkegaardom. Seveda, mi se moramo zavedati, da je bil Bubar velik bralec Kierkegaarda, ki vendar ga je pogosto neustrezno interpretiral kot individualista. Češ da je Kierkegaard individualistični mislec, ne popolnoma, ampak vendarle. Češ da pri Kierkegaardu imamo samo vertikalno dimenzijo, ki je edina pomembna, in da so vsi odnosi merjeni samo potem, kolikor prispevajo k temu vertikalnemu odnosu človeka do Boga. To pri Kierkegaardu ni res. Pri Kierkegaardu je temelj vseh odnosov, da so dobri, ljubezen do Boga. Vendar ni pa samo ljubezen do Boga, je ne more biti, če ne ljubimo svojega bližnjega. In Kierkegaardov umik v samoto, izolacijo, njegov namen je samo to, da se lahko vrneš v skupnost, pa potem gradiš to skupnost. Prav tipična krščanska drža. In zanimivo je to, da je recimo Bubar, jaz tukaj nimam časa, ampak v vseh tih svojih spisih, kjer je kritiziral Kierkegaarda od dialoški princip do božjega mrka, do problem človeka, to so recimo najbolj znamenite publikacije, kjer najdete, recimo on dobesedno prav, takole, Kierkegaard prav, mi se moramo umakniti, jaz pa pravim, mi se moramo umakniti, zato da bomo lahko nazaj v skupnost prišli. To prav Kierkegaard na brezštevilnih mestih, tudi v dnevnikih in tako naprej. Tako da tukaj so te, bi rekel, napačne interpretacije Kierkegaarda, za katere tudi Bubar sam zaslužen s svojimi vplivnimi, ne docela adekvatnimi interpretacijami. Naslednji del te predstavitve Bubrovga je seveda njegova kritika sionizma, in sicer Herzlove variante sionizma. Bubar je bil
od samega začetka tako rekoč zraven pri sionističnem gibanju in je kljub razočaranjem ostal sionist do konca življenja, vendar pa je bil kritičen do sekularne in nacionalistične verzije Herzlovega sionizma, ki zagovarja sekularno industrijsko državo z nacionalnimi težnjami. Bubar je to odločno zavračal tak sekularizem in nacionalizem. O nacionalizmu je dejal, da je to napuh naroda, da je to vstajništvo proti Bogu, da je to egoizem in da je to malikovanje naroda ali ljudstva. Torej, gre dve stvari lahko obvarujeta, če smo tukaj ostali, sionizem od sekularizma in nacionalizma. Eno je ta hasidska tradicija, ki goji ta, katere jedro je, če v njegovi terminologiji rečemo, ta povezava, ta jaz, ti odnos. In drugo je, to je sorodna stvar, dialoško načelo. Bistvena je povezava naroda z Bogom. In pravzaprav mnogi interpreti vlečejo vzporednice med Bubarovo kritiko sekularnega sionizma in s Heideggerjevo tezo o pozabi biti. Tukaj gre za pozabo odnosa z Bogom, dialoga z Bogom, pri Heideggerju gre pa pač, ki je nekak strukturni element Boga, zelo grobo za pozabo biti, ki se je zgodila s Platonom in tako naprej. Se pravi, in dialog z Bogom je potreben tudi za to, da smo lahko v dialogu z drugimi narodi. Se pravi, to je pomembna družbena in funkcija religije. To nas spominja seveda na nedavno preminulega Hansa Kinga, med drugim, nobenega miru med narodi, brez miru med religijami, tako naprej in tako naprej. No, zdaj gremo k Kierkegaardu. Drugi del, Kierkegaard je razlikoval, vemo, 3 stadije ali 3 stopnje življenja, estetična, etična in religiozna oblika. Recimo primer estetičnega lika je Janez Zapeljivec iz dela Ali, temeljnega Dnevnik zapeljivca. Bistvo esteta je, da manipulira, kontrolira in končno uniči to bitje, ki ga manipulira. In Kierkegaard je razlikoval tudi 3 stopnje etičnega, o tem ne bi preveč zdaj, ker nimamo časa, sodnik William iz Ali pa stopnje na življenjski poti, recimo je primer, religija A, Sokrat, religija B, krščanstvo. No, tukaj lahko vzamemo, da demonstriram, ilustriram, zakaj gre, in bomo videli, so paralele z Bubarom. Je ena epizoda proti koncu Kierkegaardovega življenja, je njegov pamfletni napad na dansko ljudsko cerkev. On je celo financiral lasten časopis Trenutek, kjer je objavil, pravzaprav do smrti objavljal te pamflete. In recimo, kar je Kierkegaard razburilo, je bilo to, da je vsak državljan Danske takrat že avtomatično postal član danske ljudske cerkve, brez kakršnega koli verske zavzetosti, česarkoli. In to je v bistvu na teoretski ravni pomeni za Kierkegaarda to vnašanje estetskih kategorij. Estetsko pri Kierkegaardu pomeni polaščevalno, manipulativno, storilnostjo, instrumentalistično, ki je lahko na individualni ravni, lahko gre za nek vagabundstvo, za nek hedonizem ali pa na kolektivni ravni, na politični ravni za kolektivni egoizem, ker to je za Kierkegaarda pravzaprav egoizem, samoljubje, on temu pravi tudi.
za vnašanje estetskih kategorij v sfero religioznosti in za zamenjevanje zgodovinske in estetske kategorije nacionalnosti s krščanstvom. Tako skvarjeno obliko krščanstva je on imenoval kristjanstvo in to je bil tako kristjanstvo je bilo cilj njegovega napada. Se pravi, ni napadal političnega kot takega, ni napadal krščanstva kot takega, ni zavračal religioznega kot takega, ni zagovarjal, ni nasprotoval cerkvi kot taki, cerkvenemu občestvu, ampak je zahteval pravilno razmejitev političnega in religioznega, ker če to dvoje ni razdeljeno, potem se oboje skvari. In to je videl v tem. In tukaj tudi vidimo to paralelo, kljub različnim obdobjem, ki sta živela, različnim okoljem, v katerih sta živela Buber in Kierkegaard, različnim veram, katerim sta pripadala, vendarle je tukaj zelo močna paralela med Kierkegaardovo kritiko kristjanstva in danske ljudske cerkve in Bubrovo kritiko recimo nacionalističnega in sekularnega sionizma. Pravzaprav gre za isto stvar. Lahko bi rekel tudi, da so po Bubru nacionalistični sionisti vnašali estetsko v religiozno sfero oziroma zlabljali religijo. No, zdaj skupne značilnosti. Ena ključna značilnost je, da sta bila oba dialoška misleca, da sta oba poudarjala dialog, in sta bila izrazita kritika monološkosti. Ko je Buber prvič slišal govoriti Hitlerja, je rekel, je pa prva reakcija, ta človek je popolnoma nesposoben za dialog, ta človek je popolnoma monološki. To je bistvo. To tudi v današnjih situacijah lahko opažamo, če smo Kierkegaardovci, če smo Bubrovci, je naše merilo presojeno, kako je določen politični akter dialoški ali monološki. To je zelo aktualna tema. No, in tukaj, recimo, če vzamemo pri Bubru konkretne primere kritike monološkosti, je recimo kritika Hitlerja, seveda kritika izraelske države in njenega odnosa do Arabcev, ki jih ni jemala kot partnerje v dialogu, ki jih ni jemala kot osebe, ampak jih je imenovala zgolj kot objekt, v njih zavzemala jaz-on odnos in v bistvu, kadar je govorila sama sebi, se pravi monološki odnos. Kierkegaardov primer tega smo že omenili, dansko ljudsko cerkev, ki je bila monološka, ki ljudi ni jemala kot osebe, ampak jih je uporabljala za svoje cilje, nacionalne, in država jih je uporabljala. Drug pa je seveda Kierkegaardov napad na javnost. Javnost naj bi služila izmenjavi mnenj, dialogu in tako naprej. Kierkegaard je imel pa za glavnega krivca, ki uničuje vse pristne odnose, in s katerim se sploh ne moreš imeti dialoga, se sploh ne moreš pogovarjati, s kom se boš pogovarjal z javnostjo, javnost te lahko linča, javnost te razvrednoti, tvoje besede so pa bob ob steno, kaj tako rečemo. Oba sta bila, kot sem že rekel, odnosna personalista, misleca besede in dialoga, pristne komunikacije, verjela sta v temeljni pomen tega, se pravi, ničesar dobrega ni brez prih in dialoških odnosov, in verjela sta v moč. Oba sta zagovarjala tisto, kar je Kierkegaard imenoval posamičnik, se v principu dialoga ima tudi eno razpravo posvečeno, Buber naslov o posamičniku in zgodovini tega pojma in tako naprej. Sta se zagovarjala za oblikovanje posamičnikov, se pravi, to so duhovno prebujene osebnosti, ki so sposobne dialoga, ki so sposobne odločitve, in za politiko, ki omogoča oblikovanje takih posameznikov in omogoča njihovo oblikovanje in tudi njihovo preživetje. In to politiko lahko v duhu eksistencialistične filozofije ali eksistence imenujejo politiko eksistence.
politično sta bila občutljiva za zlorabo vere v politične namene in kot sem zajel, razlike med njima so manjše, predvsem gre tukaj za ta očitek, ki je letel vedno na Kierkegaarda, da je individualist, ne. To lahko tudi razpravi, pojasnim še globlje, to ne drži, ne, tako da so razlike med njima veliko manjše, kot so mnogi trdili, tudi zaradi Bubrovih neustreznih razlag. Tako to nekako se mi zdi bistvo mojega sporočila, ne, več v razpravi, več v članku. Hvala lepa za pozornost.